Dojenje je res najbolj naravna prehrana za novorojenčka in dojenčka. Prednosti za mamico so predvsem te, da se po porodu hitreje krči maternica, s tem je zmanjšana količina krvavitve, pomaga tudi pri preprečevanju ponovne zanositve, hkrati pa dolgoročno tudi se poskrbi za zdravje ženske, preprečuje razvoj raka na jajčnikih in dojkah, ter tudi se osteoporoza pri teh ženskah pojavlja v manjši meri. Hkrati pa se mamica res telesno in duševno dobro počuti. Otrokov stik z materjo se seveda po rojstvu nadaljuje in dojenje je eden izmed tistih najbolj prijetnih. Otroka pomiri, zadovolji, mu daje občutek varnosti, hkrati pa se seveda preko mleka pridobi vsa tista protitelesa, katerih bolezni je mamica prebolela, otroka torej dobro zaščiti. S tem seveda ima dober začetek in nadaljnji razvoj. Materino mleko se preko celotnega obdobja dojenja spreminja. No, in tole prvo mleko pomeni za otroka res vso tisto količino, kar potrebuje, hkrati ga ščiti pred okužbami in deluje blago odvajalno na njegovo črevesje in se lažje prvič pokaka, izloči mekoni. Temu prvemu mleku se reče mlezivo oziroma kolostrum in vsebuje več beljakovin, vitaminov in mineralov. Kolostruma na začetku je malo in je, zato da se daje dražljaj, priporočljivo dojenje na obeh dojkah. In s tem se daje dražljaj, hkrati pa tudi se dobro naje. Ko pa pride do navala mleka, je količinsko mleka več, se pa lahko mati odloči, da začne dojiti ena dojka, en obrok, druga dojka, drug obrok. Za dojenje se mora mati pripraviti, najprej mora poskrbeti za svoje fiziološke potrebe, si umiti roke in najti ustrezen položaj, ki najbolj odgovarja. Prve dni dojenja naj bi mati in otrok se dojila leže, ker je tako najbolj varno. Kasneje pa vsaka izmed doječih mamic ugotovi, kaj ji bolj ustreza. Sede, leže, polsede. Ključ do uspešnega dojenja pa je pravilno pristavljanje. Otrok naj bo obrnjen s celim telesom, s trebuščkom se naj tišči k mamici. Njegova usteca naj bojo v višini bradavice in ob stiku bradavice s spodnjo ustnico novorojenčka, dojenčka se ta odzove podobno, kot da bi zazehal, in takrat je pravi trenutek, da se potisne otrokovo glavico na dojko. Najbolj pravilno je, da stisne z dlesnijo kolobar in mati začuti stisk, vendar ne bolečine. Ob tem, da mu to ne uspe, zagrabi zgolj bradavičko, mati začuti ostro bolečino, kar je tudi znak, da ni pravilno pristavljen in je potrebno takoj otroka odstaviti. Dojenje je ena posebna spretnost. Mati in otrok se ga morata naučiti. Pri nekaterih to zelo enostavno steče, ker sta se res hitro ujela. Kadar pa ne gre, ne steče dobro, je pa izredno pomembno v času bivanja v porodnišnici, da mamica pove, da ima težavice, osebje ji pri tem pomaga, priskoči na pomoč in hkrati je izredno pomembno, da ne obupa. Novorojenčku prijazne porodnišnice imajo organizirano 24-urno telefonsko pomoč. Lahko pokliče v šolo za starše, patronažno medicinsko sestro, otroški dispanzer. Na voljo smo tudi mednarodni pooblaščeni svetovalci za laktacijo in dojenje. Kadar pa po 2, 3, 4 tednih dojenje še vedno ne steče, je pa prav, da se mamica ustavi in potem odloča, ali je res še smiselno vztrajati, ali se pa otroka tudi na drugačen način da nahraniti. To pomeni, da je otrok tisti, ki daje dražljaj. V začetnih dneh dojenja omogoča tak režim, predvsem sobivanje. V porodnišnicah, ki to omogočajo, je res dojenje po želji otroka. Ko otrok prve znake lakote že pokaže, to se pravi, da postaja nemiren, se z usteci vidi, kako že sesa, si mogoče tudi že potisne ročico v usteca in začne sesati, so to prvi tisti znaki, ki mamico opozarjajo, pripravi se, potrebno bo dojenje.
In dojenje je res potrebno po dnevi in po noči, ne glede na to, kako dolgo je od zadnjega podoja. Tako da ni nobenega tistega urnika na točno določen čas, to seveda pri tem režimu se ne priporoča. In tudi ni smiselno, ker otrok sam začuti potrebo po hrani.